To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Spomladanska delovna akcija v hiši sadeži družbe Murska Sobota. Velikonočno pokanje v Šalincih. Sejem rabljenih koles ob Expanu. V svetovalnem studiu tokrat o debelosti. In še vreme, jutri bo večinoma jasno. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole 1 Murska Sobota so se danes udeležili delovne akcije Naš skupni prostor, naša skupna skrb v hiši sadeži družbe v Murski Soboti. Mi smo preverili, kako jim je delo šlo od rok. V hiši sadeži družbe Murska Sobota so delovni teden po velikonočnih praznikih začeli s pomladansko delovno akcijo za lepši skupni prostor. Danes smo pripravili skupaj za prvo osnovno šolo, ki ima danes tudi zdravo šolo, projekt Zdrava šola. In v sklopu tega so se nam pridružili tudi učenci, predvsem 8. in 9. razredov. In danes smo uredili naš skupni prostor, ker je to tudi namen, da če imamo skupni prostor, da ga tudi skupaj soustvarjamo. In smo naredili dve akciji, in sicer eno zunaj, eno pa notre. Osmošolci in devetošolci so zavihali rokave in poprijeli za delo, ki jim je bilo v zabavo. Sadili smo zelišča, posadili sve timijan, žajbelj, rožmarin in sivko, pa prekopavali smo vrtove. Kaj pa so počeli fantje? Fantje so pa vezali dreve in jih žagali. Ter notri so luščili pač to, kar smo mogli. Se ti zdi, da je to dobra akcija za sošolce, za druženje? Ja, saj smo se fejst povezali z drugo generacijo naše šole. Danes smo na vrtu delali in smo tudi nekaj vejem delali, da smo jih trli in jih skupaj skladali. In potem smo tudi tukaj dole ribali, pač to, kar so nekaj gor risali. Precej zabavno je bilo, da se lahko sprostimo in se malo pridružimo z učiteljami in drugimi sošolcami. Vzporedno z delovno akcijo je ob Svetovnem dnevu zdravja v hiši sadeži družbe potekala tudi glasbena delavnica. Petje, to je prava terapija za zdravje. V glasbeni delavnici ohranjamo in negujemo slovensko ljudsko pesem. Sama posegam po čim bolj neznanih pesmih, zelo starih pesmih in jih želim ohranjati, da ne bi šle v pozabo. Na delavnico imamo 2. in 4. torek v mesecu, vedno ob 9:30 in pravimo, da pojemo za dušo. In pa prenašam na vsako delavnico vsaj eno, za nekatere pevce novo, drugim pa tudi znano pesem. Ampak do ta čas, da mi to spravimo v eno lepo harmonijo dvoglasnega petja, pa kar nekaj časa traja. V sklopu vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe, ki letos poteka pod geslom Dajte nam mir, bodo v hiši to soboto pripravili čajanko in zvočno kopel. Dogodek je odprt za vse. Čajanka bo potekala med 9. in 1. uro. Pogovarjali bomo se predvsem, kako najti mir v sebi, tako da ga lahko damo tudi drugim. Zvočno kopel pa se potrebno prijaviti, ker imamo pač omejen prostor, tako da lahko pokličete ali pa nam pišete na mail in potem si garantirate svoje mesto. V Šalincih v občini Ljutomer že skoraj pol stoletja ohranjajo posebno velikonočno tradicijo pokanja z bojlerji, ki je letos potekalo že 49. leto zapored. Gre za običaj, ki vsako leto združi domačine vseh generacij in poskrbi, da glasni poki odmevajo daleč naokrog. Priprave stečejo več kot 2 tedna pred praznikom, ko začnejo dovažati šibje in zbirati potreben material. Kot poudarja eden od soorganizatorjev, tradicija za domačine pomeni veliko več kot le spektakel. Velikonočno pokanje v Šalencih je ena tradicija, ki se je držimo že več kot 50 let.
Na to smo večji del vsi občani ponosni in se tega tudi udeležimo. Pripravlja se to 2-3 dni prej, drugače pa se začne tudi več kot 2 tedna že prej vse navažati šibje, pa to vse skupaj po domače tu kup, ki stoji. Največji izzivi so zdaj v trenutnem času vsa ta dogajanja, ki se dogajajo, ne vemo, če bomo še kar biti imeli, bomo videli. Pomurski center mobilnosti to soboto ob Soboškem jezeru v Murski Soboti prireja sejem rabljenih koles. Na podrobnosti nam bo razkril vodja projekta Romeo Varga, ki je danes naš gost. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, Viša. Za začetek morda predstaviva Pomurski center mobilnosti. Kaj je pravzaprav vaše poslanstvo? Ok, jaz prihajam iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava, katero je nekako dobil nalogo, da na regijski ravni ta Pomurski center mobilnosti tudi izvaja. Gre za en projekt, ki se je dolgo kuhal najprej v strokovnih krogih na področju prometa v Sloveniji, potem pa je to prevzelo tudi politična raven. Namreč problem je bil ta, da se največ komutacij, največ prometa se zgodi na regijski ravni, dokler pa načrtovanje v Sloveniji vedno bilo usmerjeno bodisi na državo, bodisi na občine. In ta srednja raven, ki je pa izjemnega pomena, pa ni bila pokrita. In takrat je bila izražena najprej želja, da se to naredi na regijah samih, dokler pa je potem se pokazala ena priložnost in je bil ta projekt spostavljen skozi en mehanizem dogovor za razvoj regij, ni toliko pomembno, ampak zdaj imamo po Sloveniji v vsaki regiji en takšen regijski center mobilnosti. Pri nas se imenuje Pomurski center mobilnosti in mi pač imamo z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo tudi sklenjeno pogodbo, da to izvajamo za ta 3 leta. In delamo tudi v dogovoru z njimi, z njihovo pomočjo, tudi dobivamo od njih vso podporo, tudi izobraževanje in vse te zadeve. Tako da delamo približno enake stvari po celi Sloveniji. Se pravi, gre za vseslovenski projekt, ki se potem pač prilagaja vsaka regija po svojih željah in potrebah. Tako da skušate s temi aktivnostmi zapolniti vrzel, ki je na tej srednji ravni, ste rekli. In eden od večjih dogodkov bo tudi sejem rabljenih koles, ki bo to soboto. Tako je. Zdaj, sejem rabljenih koles je pravzaprav ena aktivnost, ki želi spodbuditi aktivno mobilnost. Aktivna mobilnost pomeni, da si mobilen takrat, ko samo moraš investirati svojo lastno človeško energijo za premikanje. To je hoja in kolesarstvo kot dve najbolj znani in najbolj enostavni. In potem smo nasledi tega razmišljati, kaj pa so prvi predpogoji, da sploh ljudje začnejo se aktivirati v tej smeri. Pri kolesarstvu je to, da imaš kolo. In glede na tisto staro idejo, ki je nekoč bila, pa zdaj ne vem, če še obstaja v smučarskih sejmih, ko si pred sezono šel na en sejem in si svojo staro opremo prodal, ker so otroci to prerasli, si pač kupil nove pancere oziroma rabljene pancere od druge smuči, palice, kar že koli je bilo potrebno in si šel na smuko takoj tisto zimo. Podobno zadevo želimo narediti z temi regijskimi dogodki, ki se nanašajo na sejem koles in kolesarske opreme, da ljudje lahko pridejo in tam kupijo rabljeno kolo, s tem bodo prihranili nekaj denarja, pa tudi to kolo ne bo šlo v nič. Se pravi, ta enostavna ideja nas je privedla do tega, da želimo spodbuditi, da ljudje začnejo več kolesariti, pa tudi več se gibati. Tako da to je osnovna ideja. To soboto, 11. april je tako, od 10. do 2. smo mi tam, se pravi, kdorkoli ima svoje kolo za prodati, lahko pride tja, dobil bo en listek na kolo, kolo bo tam odloženo in ljudje, ki hočejo tako kolo kupiti, bodo ga lahko tudi si ogledali, preizkusili in tudi sklenili deal, kot vi mladi temu rečete. Dogovor. In zraven tega pa tudi organiziramo še nekatere druge aktivnosti. Tam bo na voljo tudi tale poligon za preizkus kolesarjenja. Tam bo tudi popravljalnica koles, kar zna biti za vaše gledalce zelo zanimivo. Se pravi, če imate kolo, ki rabi neki
manjši servis ali obnovo, namazati malo neke dele ali kaj podobnega, je dobrodošlo. Imamo tam eno podjetje, ki nam bo pri tej zadevi profesionalno pomagalo, tako da je to ena priložnost, da si malo tudi pripravite kolo za te čase, ki prihajajo. Zraven tega bodo tam tudi številne druge aktivnosti, neka ponudba bo, tudi nekaj hrane, nekaj pijače, dokler pa tisto, kar je bistveno, bo tam tudi policija, ki bo predstavila nekatere svoje aktivnosti, tam bo tudi preizkus vinjenosti, namreč oni imajo neke naprave, ki lahko simulirajo Očala? Tako je, imajo neka očala, kjer lahko simulirajo stopnjo alkohola v krvi in kako pač reagira človek, ko se ta zadeva zgodi, tako da je zelo zanimiva zadeva. Tam bo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za krepitev zdravja, sigurno bodo imeli meritev pritiska ali česa, tako da oni imajo svoje razvejane aktivnosti, zelo zanimive, tako da so vsi dobrodošli, da si to ogledajo. Tudi če nimajo namena kupiti kolo, so vsi dobrodošli. Torej, sejem rabljenih koles ob Soboškem jezeru v soboto. Kdaj se začne? Ob 10. se začne, traja do 2, tako da letos smo nekoliko skrajšali ta čas, da ne bo toliko raztegnjeno in da se v krajšem obdobju lahko zgodijo ti dogovori, kot vi pravite, da se sklenejo ti posli, da ni potrebno ljudem predolgo čakati, da se ta zadeva zaključi. Torej, kdo kupi, kdo proda in to je to. Kdor prej pride, prej odpelje. In za konec, čisto na kratko, še ena zanimiva akcija, ki jo organizirate, in to je trajnostno ponagrado v knjižnico. Tako je. V okviru teh promocijskih dejavnosti aktivne mobilnosti, zdaj že vemo, da je to peš, hoja in kolesarjenje, je tudi spodbujanje teh, ki hodijo v knjižnico. Se pravi, kdor pride v knjižnico in si izposoditi knjigo in ima za to nek dokaz, recimo, da je prišel aktivno, lahko tudi z javnim potniškim prometom, pač dobi neko nalepko. In vsi tisti, ki zberejo določeno število nalepk v določenem obdobju, in to bo trajalo, mislim, vse do konca oktobra, bodo se lahko potem vključili v nagradno igro. Letos smo uspeli pridobiti tudi zelo lepo nagrado, to bo eno kolo, ki se na koncu izžreba glavnemu dobitniku in številne lepe nagrade, tolažilne nagrade za vse tiste, ki so pri tej zadevi sodelovali. Lani smo to testirali samo z eno knjižnico, z knjižnico v Ljutomeru, in letos smo pa to razširili na druga središča, ta mestna, se pravi Lendava, Ljutomer, Radgona, Sobota. Tako da to je letošnji plan, bomo videli, kako se bo to obneslo, mogoče bomo še razširili tudi na druge knjižnice v Pomurju. Ampak to bomo še videli. Na koncu organiziramo ta velik dogodek, kjer bomo tudi promovirali aktivno mobilnost in tudi podelili nagrade, tako da so vsi vabljeni, da grejo trajnostno v knjižnico. Romeo Varga, najlepša hvala za vaš obisk in mi vam želimo uspešno pot po zeleni poti. Z vami je zelo prijetno vedno, tako da hvala za vabilo. Torek je dan za svetovalni studio in tokrat bo naš gost Denis Mencigar, socialni delavec iz Centra za poklicno rehabilitacijo URI Soča. Z njim smo se pogovarjali o debelosti in možnih rešitvah. Žal še vedno nekako tudi vse splošno razmišljanje je, da je oseba debela zaradi njenih odločitev. Da se premalo giblje, da ne zdravo je, dostikrat se pozabijo tudi drugi faktorji, ki so pa res izrednega pomena. Tu se lahko pogovarjam o genetskih faktorjih, o bioloških faktorjih, o psihološkem stanju osebe, o socialnem položaju osebe. En kup različnih faktorjev, ki jih je potrebno vzeti v zakup, preden lahko najdemo rešitev, zakaj je oseba dejansko debela. In če je diagnostika dovolj dobro razvita, je potem tudi nek razlog, zakaj je ta oseba postala debela, bolj dosegljiv kot mogoče sedaj v tem trenutnem sistemu.
Preverimo še vremensko napoved. Jutri bo večinoma jasno. Dopoldne je bilo sončno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 14, v Lendavi in Krajinskem parku Goričko pa 15 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne okoli 17. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 6, v Mariboru 4, na Ptuju 5, najvišje dnevne okrog 15 stopinj Celzija. V četrtek bo še dokaj jasno, predvsem na vzhodu bo več kopaste oblačnosti. Zjutraj bo v zatišnih legah lahko slana. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan bodo možne krajevne padavine. Zjutraj bo možna slana. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 2 in 9, čez dan pa med 9 in 18 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani www.tvideja.si in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej.